Kot obljubljeno sledi predstavitev filmske ekipe, z nami pa so montažer Jurij Moškon, snemalec Matjaž Mrak, režiser filma Damjan Kozele, in pa scenaristka filma Urška Jurman. Še enkrat hvala vsem, da ste z nami in seveda čestitke za film. Moje prvo vprašanje gre scenaristki. Urška, kako si se ti lotila te zasnove, te osnovne strukture filma? Mogoče predvsem v smislu odločitve, da ne greste v smer nekega tako konvencionalnega biografskega portreta, ampak da se boste res posvetili teoretskemu kuratorskemu delu Igorja Zabela. Ja, hvala za vprašanje. Zdaj moram reči, da sva tudi na scenariju z Damjanom Kozoletom pravzaprav ves čas skupaj v dialogu delala. Glede na to, da je ta film moja prva bližnja izkušnja s filmsko produkcijo in da se itak nisem vedela, v kaj se spuščam, ko sem ga pravzaprav nagovorila za to sodelovanje, sem mu res hvaležna, da me je na en tak zelo mehek, ampak poln zaupanja tudi način vodil skozi ta 4-letni proces learning by doing. Na začetku smo pravzaprav tudi skozi razgovore z Matejo Kozabel, z razgovori z Zabelovimi sodelavci, kolegi, nekako določili neka ključna poglavja, teme, projekte v njegovem delu. Seveda je potem eno mnoštvo tega ostalo tudi izven filma, ker Igor Zabel je bil res tako vsestranska osebnost, da ni bilo možno vsega pokriti, treba se je bilo nekako osredotočiti. Mi smo nekako se fokusirali res na ta njegovo delo v polju likovne umetnosti in deloma literature. Ko smo v bistvu tudi določili nek nabor sogovornikov, začeli snemati, potem delati nek nabor teh izjav, pregledovati arhivska gradiva, pri tem sta bila dva ključna vira, predvsem TV Slovenija in pa Moderna galerija. Te seveda pol ta material vedno na neko novo premico postavi in vedno se moraš potem, ne vem, odreagirati na to, kar je pred tabo. Ampak ja, vseskozi smo imeli pa tudi to pred očmi, da bi radi, da je ta film tudi vizualno bogat, glede na to, da pač govorimo o polju likovne umetnosti, mogoče bo v tem delu lahko tudi sam Damjan še kaj kasneje povedal, kako smo iskali rešitve z arhivskimi materiali, tudi z materiali samih umetnikov, ki so nam jih prispevali, in pa v bistvu tudi želeli smo, da poleg tega, da ja, kot ste vprašali, da film pokrije nekakšne ključne segmente dela Igorja Zabela v polju umetnostne zgodovine, kuratorstva in tako naprej, da tudi ta film nekako uspe prikazati neko občutenje. No, se mi zdi, da je to bilo tudi eno posebno pomembno vodilo v samem načinu, kako smo šli skozi ta film, se pravi ta nek občutek ene senzibilnosti, ki se mi zdi, da je pač zelo pomembna bila karakteristika osebnosti Igorja Zabela in pa tudi načina, no, kako se je pravzaprav s svojim delom srečeval. A še kaj bi ste dodali? Ne, si lepo povedal. Čeprav mene pa se mi je zdela okej stočnica, ker me še vsem zanima, kot ste v uvodu omenili, da je bilo kar, da težav pri nabiranju arhivskega materiala ni manjkalo. Lahko še kakšno besedo več o tem? Ja, mislim, jaz sem naredil že par dokumentarcev z področja sodobne umetnosti v Olaju, o Zori Stančič. Verjetno bi tudi to razlog, da je Urška prišla s predlogom, verjetno po mojem to že 5 let nazaj, ne, če smo 4 leta potem delala ta film. Razlika je seveda ta, da sem pri ostalih filmih imel opravka z ljudmi, z živimi ljudmi. Tle Igorja ni bilo več in je bilo vprašanje, mislim, da sem imela kar neki dilem, neki idej, a bi ta film mogoče bil samo inspiriran z njegovim delom, pa se nam je potem zdelo, da grejo stvari pri nas prehitro v pozabo in da se moramo le lotiti spoštljivo, skratka, prikazati ljudem, ki zelo malo vejo ali pa morda niti ne vejo za Igorjevo delo,
da moramo enostavno, da je to verjetno najbrž edini film o njemu in da moramo zajeti čim več noter. Tako da je glavnina vseh teh raziskav, kontakti z umetniki, vse to je Urška prevzela čez in to je bilo res, zdaj, ko je film zmontiran, morda tega niti ne zgleda toliko, ampak to je bilo potem na koncu ure in ure materialov, ki so pa spet seveda sprožili novo dilemo, kako, na kakšen način se lotiti tega, to, kar sem tudi na začetku rekel, a iti, bi rekel, zelo strokovno noter v ta film, ali vseeno, glede na to, da je Televizija Slovenija koproducent, narediti film morda bolj gledljiv za širše množice. In iskali smo tle neko ravnotežje, da bi film bil namenjen lahko in enim in drugim in da bi zajeli čim več materijala noter. Po drugi strani pa tudi to, kar sem na začetku omenjal, da zajamemo neke dokumente, ki počasi izginevajo. Moram poudariti, koliko pomembno je arhiv RTV-ja, ker če ne bi bilo arhiva RTV-ja, tudi tega filma ne bi bilo. Arhiv Moderne galerije ravno tako, še enkrat tudi jaz zahvaljujem, brez arhiva ne bi bilo. Morda se v današnjem času premalo zavedamo, koliko so te arhivi v resnici pomembni. Brez arhivov tega filma danes ne bi bilo. Če lahko nekaj. Ja, v bistvu še to sem hotela povedati, da ena pomembna iztočnica je bila potem tudi dejansko skozi prikaz dela Igorja Zabela, se pravi film kot dokument o njegovem delu, narediti tudi en dokument prostora in časa, v katerem je deloval. Jaz mislim, da je tudi nekako razvidno iz filma, da je bil res zelo vpet pač sploh v slovenski kulturni prostor, odziven na stvari, ki so se okoli njega dogajale in v tem smislu, ja, tako v polju umetnosti, kot tudi v nekem širšem družbeno-kulturno-političnem smislu. In v tem smislu je pol tudi nekako bilo neobhodno, da ta film pravzaprav ob tem, da je dokument o njegovem delu, tudi na nek način dokument prostora in časa, kjer je deloval in katerega je v bistvu tudi pomembno so artikuliral. Omenila si ta nabor sogovornikov. Ste uspeli govoriti in posneti vse ljudi, s katerimi ste se želeli govoriti? Ja, želeli smo si in smo bili v dogovorih tudi za intervju z Art and Language skupino iz Velike Britanije, ampak to se ni izšlo. Želeli smo si pač tega intervjuja, ker ta skupina je bila zelo pomembna Igorju in nekako so si delili veliko podobnih stališč o umetnosti, o razmerju umetnosti do političnega, do družbenega, ampak to je recimo en intervju, ki se nam pač ni šel. Jurij, Matjaž, lahko še vaju prosim za besedo ali pa dve, kakšna je bila vajina izkušnja? Sta bila del tega procesa vsa 4 leta? Hvala za vprašanje. Mene je Damjan že čisto na začetku povabil zraven, tako da jaz sem bil v procesu za 4 leta. Zdaj lahko rečem, da sem sploh zdaj sem prvič resno neobremenjeno gledal film in sem tako ponosen, počaščen, da sem lahko sodeloval pri tem projektu. Moram tudi reči, da v bistvu stvari so, sta Damjan pa Urša tako dobro pripravili, da so res tudi zelo fluidno laufale in smo enostavno na snemanjih bili zelo efektivni, zelo hitri in kvalitetni. Jaz ne bom veliko dodal, za razliko od mogoče od drugih filmov, predvsem dokumentarnih, se je tle raziskovalo, da sem mogel zelo veliko stvari preštudirati, pa seveda še zmeraj ne moreš razumeti vse, kar je Zabel pisal in je zelo težko. Z tega stališča je bil ta dokumentarni film res težji kot ostali. Super, hvala. Imam morda kdo iz publike vprašanje za kogarkoli iz ekipe? Tudi na balkonu imamo en mikrofon. Ne, potem Danke mi pa je za zaključek še enkrat besedo predal Urški. Ja, sej za zaključek bi se rada samo zahvala pravzaprav najprej Kinodvor. Zelo smo veseli, da je lahko premiera tega filma v Kinodvoru in hvala za to prijazno gostiteljstvo.
Filma ne bi bilo, če ne bi Damjan Kozole takoj rekel ja, ko sem ga pač nagovorila za sodelovanje, in tudi filma ne bi bilo, če potem Danijel Hočevar in Zavod Vertigo filma ne bi vzeli pod streho in ga v bistvu podpirali. Vse skozi, tudi prvi 2 leti smo delali pravzaprav brez kakršnega koli proračuna. Ja, potem je bil Zavod Vertigo uspešen na razpisu Slovenskega filmskega centra in razpisu RTV Slovenija za koprodukcijo, tako da to sta 2 ključni podpori, brez katerih pač filma v taki obliki seveda ne bi bilo. Velika zahvala gre seveda vsem intervjuvancem, ki so bili pripravljeni pač deliti svoje spomine in misli na Igorja Zabela. Res veliko posameznikov, inštitucij, umetnikov, ki so nam pač donirali njihova gradiva. Ekipi itak skozi hvalim in se zahvaljujem, pa vsem seveda sodelavcem v produkciji in postprodukciji. Sem še koga pozabila? Mislim, da ne. To je to. No, še z moje strani hvala vsem 4, da ste bili z nami. Pa tudi vam, pa vas vse skupaj bi vas povabil, da nadaljujemo v malo bolj sproščenem vzdušju ob kozarcu vina. Hvala še enkrat, en aplavz za ekipo, prosim.